Vodik je najbolj razširjen element v vesolju, predstavlja kar 75% znane mase vesolja. In potem je tukaj Toyota Mirai, sila redek element, ki pa ga poganja vodik. Vodik je torej povsod, vodikovih avtomobilov pa še skoraj nikjer. Ta je edini v Sloveniji, pa še ta bo šel hitro nazaj, od koder je prišel. Dilema je zelo znana. In o njej smo v avtomobilnosti že veliko govorili. Zakaj iz elektrike delati vodik, da bi potem delali spet elektriko? Če pa je elektrika na voljo že v vtičnici. Ni tako enostavno. Ampak dilema ni nova. Zgodovina, kot vemo, je mati modrosti in polna sila zanimivih informacij. In tudi tekma med različnimi energijami, ki bi poganjali vozila, ni nova. Prvi avto je bil električni, 5 let kasneje je bil registriran prvi bencinski. Nekoč, tam okrog leta 1900, je bilo v New Yorku kar 90% električnih taksijev. In takrat so govorili, da so bencinski avtomobili goreče bakle in nikar jih ne kupujte. Pred dobrimi 17 leti pa sem sam preizkusil prvi avto na vodik v ameriški puščavi Arizona pod žgočim soncem. Sporočilo je bilo kristalno jasno. Tehnično gledano so vodikovi avtomobili popolnoma varni. Že takrat. Mirai prinaša tokrat drugačno sporočilo. Letošnjega maja so s takim Mirajem in polno posodo vodika prevozili dobrih 1000 km in s tem postavili nov svetovni rekord. Potem so popolnoma izpraznjeno posodo vodika napolnili v dobrih 5 minutah. Sporočilo tokrat je popolnoma jasno. Vodikovi avtomobili so pripravljeni za premagovanje dolgih razdalj. Ampak pri razvoju vodikovih vozil avtomobili nikoli niso bili v prvi vrsti. Vodik je bolj zanimiv za avtobuse, tovornjake, gradbeno mehanizacijo, vlake, ladje. Vojaško opremo NATO se zelo zanima za razvoj vodika. Ampak, ko bi enkrat stala, ali bolje, ko bo enkrat stala vodikova polnilna infrastruktura za avtobuse in tovornjake, lahko postane zanimiva tudi za osebne avtomobile. In cities where we offer Mirai, these cities are quite often open to fuel cell buses as well, and vice versa. So the discussion now started how to build up ecosystem combined with the bus and with the Mirai. The bus is ensuring a higher uptake of hydrogen at the station, so the business case becomes more viable for the station, and then this is being complemented with the Mirai, with the passenger cars. Seveda je danes vprašanj več kot odgovorov, ampak to ni nič novega. Tudi leta 1900 je bilo tako. Vprašanje takrat je bilo električni ali bencinski. Ne en, ne drug nista imela ustrezne polnilne infrastrukture. Kot vemo, se je za bencinske avtomobile potem infrastruktura bencinske črpalke gradila, za druge pač ne. Kljub temu, da je danes vprašanj prav tako veliko več kot odgovorov, pa odgovor na eno vprašanje imamo. Ni vprašanje vodik ali elektrika, oba, pa še kaj pride.